Kot je bilo že povedano, bomo danes razmišljali o tem, v bistvu človeka, kaj je človek, njegove bistvene temeljne potrebe, želje, hotenja, kaj pomeni biti srečen. To vemo, da je danes glavno temeljno vprašanje sodobnega človeka. Vsi hrepenimo za srečo, vsi hrepenimo po nekem notranjem miru. Vemo, da so knjižne police polne New Age literature, ki nas uči, kako treba samega sebe najti, kako najti notranji mir. Zdaj, v tem se meni vedno poraja strah, da tisti, ki preveč pretirano išče samega sebe, se lahko še bolj izgubi, kot je že izgubljen. Na svet ti samo moli, pa bo boljše. Ja, ne vem, če bo, ne. Včasih je v življenju tako, da treba še kaj drugo narediti, kot molim. Pa ne, da bi želeli zmanjšati vrednost molitve, ampak če gledamo religiozno, nedvomno, Bog včasih pričakuje tudi določeno aktivnost posameznika. Bi se strinjali? In samo molitev včasih ne bo dovolj. Torej, v teologiji ali po duhovnosti bi bila nevarnost, veste, da človeka gledamo samo kot duhovno bitje. Na področju biologije je pa nevarnost, da človeka gledamo samo kot biološko bitje, biologizem, torej evolucija. Razvili smo se iz opice in to je to. Tudi recimo nekdo, ki je alkoholik, ki je bil alkoholik in je zdravljen, kaj pomeni za njega? Kakšna je toleranca? 0,0. A veste, ker ni več na neutralni točki. Vse dejansko, mi vsi ljudje, mi nikoli nismo čist neutralni. Nas skozi vleče. Ni res to, življenjsko gledano izkustveno. Mi se skozi moramo poravnavati. Nas skozi narava vleče v nek konformizem, v iskanje krajših poti, kako tisto tako priti skozi in tako. Skratka, več čas smo mi v nekem, bi lahko rekli, tudi boju se samim sabo. Mi se več čas moramo poravnavati. Ta naš življenjski kompas več čas malo bezja. In potem uporabljamo vse možne pripomočke, da bi šli čim bolj po neki pravi pot. A je kdo izmed nas tukaj, ki je imel idealnega očeta? A je kdo? Idealno mamo? Vse to sploh ne obstaja. A obstaja idealna mama, idealno oče? Obstajata Jožef in Marija. Obstajata Jožef in Marija, pa to nista moj oče in moja mama. Kako? To niso naši starši. Ker naši starši vemo, kakšni so, eni so takšni, drugi so drugačni. Ene mame so tudi narkomanke, so prostitutke, eni očetje so alkoholiki, vsega je. Ampak to še ne pomeni, da je pa ta sin življenjsko zavožen. To še ne pomeni, da iz tega sina ne more nastati nekaj čudovitega, herojskega, ne vem, kakorkoli že. Zanimivo, ne? Veste, na področju permisivnost nas že 4-5 desetletja, svetovno gledano pri nas takšen 20 let, permisivna logika uči, otroka ne smete v nič siliti, ne? V nič ga ne smete siliti. In motivirati motivacijo, kako razlaga permisivna logika, motivacija, kaj pomeni? Navdušiti, ne? Napak. Motivacija izvira iz grške besede motivare, movere, ki pomeni potisniti, spraviti v gibanje. A čutite, kakšna razlika? Mi pa že 20 let otrok ne upamo v nič sili, da jim ne bi povzročili nekaj travm. Lahko bi dejali, da pomeni sprejeti posledice odločitev naših ravnanj, dejanj, skratka pač to, kar smo naredili, za kar smo se odločili, je potrebno za to prevzeti odgovornost. Ampak odgovornost ni samo to, da sprejemamo posledice za svoja dejanja, ampak ima odgovornost še eno drugo dimenzijo, ki je mogoče še bolj pomembna kot ta. In sicer odgovornost za stvari, ki bi jih morali narediti, pa jih ne narediti. Kdaj življenje izgubi smisel? Nikoli, Frankljo. Ja?
Ko izgubimo sebe. Ko izgubimo sebe, Voljo. ko voljo, Odgovornost. ko odgovornost izgubimo. Sebe. Še kakšno odgovor? Mnogi jo izgubijo, ko izgubijo ljubljeno osebo, starejši pari, skrbi. Ja. Ko ne vidimo izhoda. Ko ne vidimo izhoda, ja. Ja, ko ne vidimo izhoda, ko ni več zakaj živeti. Ja. Logoterapevtsko je tako, da ima življenje, da je življenje absolutna vrednost. Življenje je absolutna vrednota. Absolutno izvira iz grške besede absolvo, absolvere, ki pomeni odvezati, torej kar je odvezano. Torej absolutno je tisto, kar ni privezano na nič. To pomeni, da je neodvisno od česarkoli.